Gospod Frfila, profesor Frfila, najprej me zanima, je Barack Obama še demokrat ali že republikanec ali je že demokrat, ne? Ker nekatere, bom rekel, tako njegove pogledi, recimo smrtna kazen, smo rekli, južna meja so dost republikanski. Ja, tlej, kot pravim, je ta dilema, ne, zdaj, ali je on politik ali ni. Kot politik mora biti čim bolj všečen ljudem, vendar, če preberate knjigo, to zveni iskreno. Ne. Zdaj, če ne preberate knjige, se vam seveda to zdi neko politično natovcevanje, vendar, ko prebereš knjigo, stvari izgledajo iskreno. Tako, seveda, vse to, kar ste omenili, ne, pojasnjuje to, da je veliko republikancev glasovalo za Obamo. Torej, ravno ta njegova strpnost v soočanju z drugimi pogledi, ravno ta mešanost. Ampak iz knjige izhaja to, da on pravzaprav ne pristaja na obstoječo strankarsko in ideološko delitev. In to pa vleče iz tega, ko pravi, ljudje niso tako različni, kot so si različne stranke, kot so si različni mediji, ki navijajo za eno in drugo stranko, in stvar zveni prepričljivo in iz srca. Sploh upate napovedovati, kako se bo obnašal, kako se bo vedel v prihodnosti, recimo, ker verjetno bo jutri nekako izvoljen, glede na to, da izhaja iz etično zelo mešane družine, glede na to, da je en politik novega kova, no, neka nepopisan list, takšno še nismo imeli. No, saj veste, ko novo izvoljeni elita pride na oblast, a veste, tukaj je veliko utečenega, naprimer, kaj je že. Pred kratkem smo vsi se navduševali o slovenskem predsedovanju Evropske unije. Lejte, verjemite mi, če ne bi Slovenija nič naredila, predsedovanje bi teklo. Evropska unija ima ogromen birokratski aparat, ki bi naprej peljal stvari. Nekaj podobnega velja seveda za vsako državo, ampak jasno je, da predsednik je centralna oseba v ameriškem političnem sistemu in torej, jaz bi rekel, ta vsakodnevna politika, to bo seveda teklo kot pri vsakem predsedniku. Res pa je, da bo on dal številne poudarke v smislu uvajanja te socialne mreže in seveda pri tem uvajanju socialne mreže se morate zavedati ene stvari, ki lahko rečete, da je tudi rasno pogojena. Lejte, dejstvo je, da so črnci, latinosi dohodkovno, socialno najbolj kritičen element ameriške družbe. S tem, ko Obama uvaja splošno zaščitno mrežo, bodo največ profitirali najbolj revni sloji, kar pomeni črnski in latinos sloji. Tako da, hočem reči, da s tem, ko on uvaja neko socialno mrežo, bodo, če hočeš biti rasno nepristranski, bodo največ, bi rekel, pridobili prav črnci in prav latinosi. Kako ga bojo pa multinacionalke sprejele? Ja, zdaj, kar se tiče naftnih multinacionalk, lahko pričakujemo, da sigurno ne bodo zadovoljne, če jih bo dodatno obdavčeval, če jim bo... Vendar, a veste, ameriška multinacionalka s področja nafte, tudi ona lahko prešalta na etanol. Tako da, če bo to dano v nekih sprejemljivih okvirih, torej dejansko to velja, ne? Ameriški kapitalizem je marljivi kapitalizem, je inovativni kapitalizem in lahko pričakujemo, da se bodo in ljudje in seveda tudi ameriška podjetja prilagodila torej novim ekonomskim in seveda tudi novim političnim razmeram. Nekaj mi povejte, po eni strani ameriška družba nekako sprejema črnca, zaenkrat danes še kandidata, recimo jutri že za predsednika, po drugi strani ženske pa niso hoteli. Kaj je? Po eni strani so odprti, se nekako odpirajo z drugim rasam, ampak spola pa ne vem. No, Hillary je bila problematična političarka, torej in s to dediščino teh Clintonovih. Torej, jaz mislim, da bi kakšna druga, bolj neproblematična ženska torej dejansko imela več uspeha. Je pa, kot vidite, je ostala v borbi do konca in torej ne sme se reči, Američani so naredili korak naprej. Ne vem, poglejte Kresalovo in kotacijo njeno pri ženskih
volivcih. Tu pač ni enačaja, ne. Ni tisto, veste, v politiki, da ljudje volijo enakega, kot je sam, to v politiki ne drži, ne v Sloveniji, ne v Ameriki. Povejte mi, zakaj so si demokrati, so si zavedno sami sebi še eno nogo odsekali s tem, ko so Saro Pelin? Republikanci. Republikanci, prostite, ja. Torej, sigurno, da ne zavedno, ne. Torej, gre za... Vsaj za te volitve, ne, nekako. Gre za popularno guvernerko, dobro, na Alaski. Z njo je McCain skušal pridobiti glasove belih žensk, ki so tradicionalno demokratsko orientirane. Beli moški nikoli ne bodo glasovali za demokratskega kandidata, pa naj bo bel ali črn, oni bodo vedno volili republikansko, bele ženske vedno volijo demokrate. Tudi na prejšnjih dveh volitvah sta in Kerry in Al Gore dobila mnogo več podpore pri ženskah in gre za volilno telo, ki obsega več kot 50% volilnih upravičencev. Tako da na vse to je računal McCain in druga stvar, glede na to tradicionalno konservativnost Pelinove, je skušal za seboj strniti tudi republikansko bazo, tako da računica je bila, vendar se mu pač ni išla najbolje. In je šla iz povodca, kako zadnje dni govorijo? No, tisto, ko omenja o tem, da bi ona bila kandidat za naslednjega predsednika, mislim, da je to absolutno prezgodaj. Če Obama ponovi 2 mandata, torej čez 8 let noben ne bo vedel več za Pelinovo. Ne bo več tako dobro zgledala, verjetno. No, morda bo to še bolje, ne? Torej, ravno to je bilo tudi ena izmed njenih ovir, pravzaprav, da je majčkeno preveč ekstravagantno odpadala od vidika neke povprečne ameriške žene, tako da to ji bo morda celo še koristilo, vendar je absolutno prezgodaj napovedovati za volitve čez 4 ali 8 let. Bo kandidat Obama delil isto usodo kot ostalih, saj 3, recimo se zdaj spomnim, črnski lideri v preteklem stoletju? No, kot vidite, torej volilna kampanja poteka že 2 leti in izgleda, da so se te ameriške varnostne službe primerno organizirale in torej mislim, da si ne bodo dovolili takšnega žalostnega dogodka. Ok, gospod profesor, hvala lepa.